smatram, da v teh časih je zelo malo podjetij, ki bi si lahko privoščili tak nivo kibernetske varnosti, da bi lahko normalno dihali, normalno živeli. Jaz bom ponazoril čez par minut v moji prezentaciji, kako enostavno se da pride do kibernetskega napada, kako se ga da kupiti na Darknetu. In če ima podjetje 5 računalničarjev, 5 informatikov, bodo zelo težko izobrazili teh 5 na tak način, da bodo vse te varnostne luknje lahko pokrpali. Poleg tega pa tudi investicija v samo zadevo zelo draga. Zato je, mislim, da najboljše najemati operativni center kibernetske varnosti. Mi smo v zadnjem letu razvili sistem do te meje, recimo, da smo šli skozi 3 evolucijska obdobja, da smo ga avtomatizirali na tak način, da lahko adekvatno pokriva tako naše osnovne potrebe, kot potrebe večjih slovenskih podjetij in z letošnjim letom, kot prvi v Sloveniji, pokrivamo tudi mala in srednja podjetja. Kako? Z avtomatizacijo. Se pravi, minili so časi, ko integriramo vsak kos opreme posebej, pa za vsakega posebej skrbimo. Z avtomatizacijo in z orkestracijo vseh sistemov pridemo do neke rešitve, kjer lahko 90% false pozitivov eliminiramo in zadržujemo samo tistih 10%, katere potem analizirajo SOC analitiki. SOC je ne samo SOC, vsaka varnostna rešitev, pa naj bo to navaden center z alarmnimi centralami ali operativni center kibernetske varnosti, mora delati 24/7. Varnosti na delovni čas na 8 ur, nažalost, ni. Vsaj mi v Telekomu tega ne počnemo. Mi čuvamo 24 ur na dan, 7 dni v letu. Etični hekerji so dejansko približno podobni pravim hekerjem, ampak z eno razliko, da pač etični hekerji delajo vse tiste stvari, torej napadajo sisteme, hekajo, kradejo podatke na legalen način. Torej pomeni, da naročniki ti so jih pooblastili oziroma jim dali dovoljenje, da tole lahko delajo. Zdaj, karakteristike etičnih hekerjev so pa različne. Zdaj, etični hekerji vsekakor je dobro, če so, recimo, če pregledujejo aplikacije, da imajo neko znanje v ozadju oziroma da so v prejšnjem življenju bili recimo razvijalci. Nekdo, ki recimo lahko je super dober etični heker na področju infrastrukture, je fajn, če pozna torej delovanje sistemov, različnih heterogenih sistemov in da je pač bil prej sistemec nekoč, je lahko zelo, zelo velik plus, ker pozna določene specifike in na tem sistemskem področju lahko pol zelo uspešno poheka te sisteme in na koncu tudi da priporočila, ne samo, da jih poheka, ker etični hekerji ne samo, da hekamo, ampak damo na koncu tudi neke recommendation, torej priporočila, kako te sisteme izboljšati. Zdaj, po eni strani seveda šolski oziroma izobraževalni sistemi na univerzah naših ne dajo tega specifičnega znanja. Tako da tu je eden izmed velikih problemov, da te diplomante, ki pridejo z fakultet, mi moramo ponovno poslati v neko izobraževanje, da se naučijo tega etičnega hekerja. Zdaj, v zadnjih nekaj letih se tule tudi vidi nek preboj, torej izboljševanje, torej da so nekatere fakultete, predvsem računalniške, določene smeri oblikovale in pač učijo tudi, so uvedle vsaj nekaj predmetov, kot naprimer, ne vem, kibernetska varnost ali pa digitalna forenzika ali pa kaj podobnega, kateri se malo vse tega področja dotaknejo. Zdaj, ena izmed, zelo dobrih stvari je pa tudi za bodoče etične hekerje ta, da se kalijo, torej da se nekje vežbajo na tako imenovanih teh poligonih, torej hekajo na videzno pripravljene ranljive sisteme. In tule na internetu je teh takšnih sistemov zelo dosti in jaz lahko rečem, da enega, ki je seveda bil Slovenec, ki je zdaj tudi dejansko član naše ekipe, je bil zelo visoko na tem sistemu rangiran, torej na Hack the Boxu in tu je tudi ena izmed takšnih dobrih stvari, dober štart, da se te stvari, ki jih na faksu ne naučijo, se jih naučijo in dejansko pridobijo izkušnje. Zdaj, mogoče tisti najpomembnejši faktor pri etičnih hekerjih je pa res ta strast, ker vemo, da hekerji
ta pravi hekerji so res strastni in oni se ne odnehajo. Ne. Tako da ta del je pa tudi mogoče eno tako nasvet, ta pravim, oziroma bodočim hekerjem, pa tistim, ki si želijo stopiti na to pot, je, da pač res to delajo s strastjo, a ga pa rajši sploh ne delajo. Mi smo pač postavili eno simulacijo, torej en poligon, torej tako imenovan Capture Deflect, s katerimi bojo probali te naše sisteme, ki smo jih nastavili oziroma skonfigurirali, pač nekako pohekati in dejansko ta najboljši bo pač zmagal. Vsekakor je dejstvo, da je informacijska tehnologija dejansko postala eno osrednje vodilo, gonilo razvoja, predvsem pa način in sredstvo, kako podjetja interno in eksterno delujejo. Se pravi, tu ne gre več za neko delitev na klasična podjetja, ki bi delovala v fizičnem svetu in tista, ki bi delovala v virtualnem kibernetskem svetu, ampak v resnici so oboja že zdavnaj digitalizirana. V tem smislu se mi zdi nujno, da se informacijska varnost, vključno seveda s kibernetiko, vključi v splošno varnostno kulturo podjetij, ki seveda zajema tudi dvig odpornosti podjetij pred ostalimi grožnjami, kot so, ne vem, požari, naravne nesreče in tako naprej. Skratka, v tem smislu je treba čim prej na čim širši ravni izenačiti kibernetske grožnje z ostalimi grožnjami, ki jih imajo podjetja. Vsekakor so negativne izkušnje, ki se pojavljajo vse bolj pogosto, najbolj viden motivator, kajti podjetja ne samo, da lahko z kibernetskimi napadi, ki bi bili uspešni, izgubijo neko konkurenčno prednost, ki jo imajo, lahko so degradirane, lahko izgubijo legitimiteto in razvoj in predvsem pa povratek nazaj lahko zelo dolgotrajen in drag. Dejstvo je, da je vsaka naložba v varnost, ne glede na odzivanje na katerekoli grožnje, naložba, ki mora biti pa zelo domišljena. Sicer se vedno pojavi vprašanje o smiselnosti, predvsem pa o tem, ali je potrebno tako vlaganje izvajati. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je zelo pomembno, da tudi vodstvo podjetij razume tehnično podstat delovanja svojih bi rekel, podjetij, ki jih vodijo, in tu lahko dam na primer eno podjetje oziroma več podjetij tudi v svetu kot zgled, kjer so od glavnih menedžerjev že zahtevali oziroma postavili pogoje, da imajo tako neka družboslovno-ekonomska znanja, kot tudi znanja tehnologije in tehnike. Namreč brez enega in drugega ni celovitosti vpogleda v samo okolje, notranje in zunanje. Tako da v tem kontekstu mislim, da je potrebno nujno zagotoviti zavedanje najvišjih vodstev, ki se potem reflektira tudi v odnosu do podrejenih zaposlenih in pa stalno izobraževanje in ozaveščanje. Tukaj ta igra se ne konča s tečajem, ta igra se ne konča s certifikatom, ta igra se ne konča pravzaprav z nekim zunanjim izkazom, ampak je, dokler bomo tako digitalizirani, imanenten del delovanja. Na Microsoftu gledamo z veliko zaskrbljenostjo na to, kaj se dogaja na svetu in na to zlasti, kako velike količine denarja in prioritet države vlagajo v kibernetsko ne samo obrambo, ampak v ofenzivne taktike. Prav včeraj smo objavili naš najnovejši report, Digital Defense Report, kjer prav predstavimo, kaj smo videli v zadnjem letu, zlasti tudi v zadnjih 6 mesecih in v tem kontekstu, v kontekstu držav, sledimo 16 akterjem, prav zelo posebej, in smo precej zaskrbljeni s tem, kako močno so se države preusmerile na področje COVID-19, ne samo s tem, da so napadi na
na raziskovalne ustanove, ampak tudi na bolnice. In to je ena unih stvari, ki nas precej skrbi. Zlasti nas skrbi to, da bi se lahko kaj zgodilo čisto ne za nalašč v resnici, zaradi tega, ker dostikrat ljudje ne vejo, kako so tehnologije vse povezane in kako lahko pač nekaj preskoči iz enega sistema na ta drugega. To sicer ni bilo od države članice, vse mi mislimo, da ne, države, ampak 14 dni nazaj je v Nemčiji nekdo umrl, bolnica je umrla zaradi tega, ker je bila bolnica napadena. In sicer bil je ransomware, kriminalci so sicer takoj dali ključ, ko so pač ugotovili, da so napadli bolnico, zato ker so imeli tudi oni neke etične pomisleke, samo je bilo že prepozno. In to napasti so hodili pa v resnici raziskovalno ustanovo. Tako da taki primeri nas zelo skrbijo. Jaz uradno sem v NILS-SOC, kjer se ukvarjamo z zaščito omrežij in poslovnih okolij, ampak ob tem, ko smo pač izvajali storitve za stranke, smo se začeli spraševati, kako pa zakaj je smisel tega početi, kar mi delamo. In konkretno smo par filozofskih ali pa matematičnih pristopov ubrali, pa mogoče uvrstili v naše pristope. Ena zadeva, ki je Paretovo načelo, zato ker smatramo, da nikoli ne bomo mogli vseh zaznav pokriti, ker mi hočemo zaznati napadalce. In smo se probali fokusirati s tem, da bi z 20% pokritja zaznali 80% napadov. In potem, ko pač to pokrijemo, gremo naprej, ko zaznavamo incidente. Naslednja takšna zadeva pri nas je konkretno termin, ki se v angleščini reče anti-fragility. In sprašujemo se, zakaj recimo biološki sistemi v naravi pridobivajo, ko se vzpostavljajo stres. Če vzamemo, da je nek incident ali pa napad na organizacijo stres, podobno kot recimo pri človeškem telesu, ko je pod stresom, se pravi, ko dvigujemo teži, dobivamo mišice. In konkretno pa smo ugotovili, da tudi recimo pri kibernetskih napadih ali pa obrambi, če imamo vzpostavljene ekipe, ki so bile deležne napadov in so se ustrezno odzvale, bojo naslednjič pridobile znanje, da bo ta odziv bistveno boljši. Zato tudi težimo k temu, da smo izpostavljeni realnim napadom in se odzivamo na nje. To je ena izmed pomembnih stvari, konkretno pa tudi stvar, ki sem jo govoril, recimo v evoluciji, kaj se dogaja. Evolucija pa če je prišla tako naprej, da so bile variacije in potem se izbere tista metoda pa tisti organizem, ki najboljš preživi. Konkretno isto pri kibernetskih napadih. Hacker nima recimo nekih zavor, da ne bo probal vseh stvari, medtem ko mi poslovni uporabniki se pa bojimo nekam klikati. In recimo, majhni otroci se to zelo hitro naučijo računalnik uporabljati, ker preklikajo vse. Isto naredi hacker, ki vse preklika in vse proba in takrat se pač doseže zelo velik razvoj tega pač napada. Konkretno je pa tudi na drugi strani na obrambi bi mogli recimo sistemski administrator in vsi ostali delati neke vaje, probavati različne stvari, da se znajo potem odzivati na takšne incidente. Tako da jaz smatram, da so vaje zelo pomembne. Mislim, da so glavne tveganja, ki pretijo na podjetja, so po naših ugotovitvah škodljiva koda, problemi na infrastrukturi samih podjetjih in v bistvu potem zaposleni, se pravi človeški faktor, družbeni inženiring, preko katerega v bistvu so dostikrat odprta vrata podjetij. Tukaj pri tem zadnjem govorimo predvsem, da se lahko obranimo tega z ozaveščanjem vseh zaposlenih v podjetjih, medtem ko prvi pa drugi problem so pa te bolj tehnične narave in zahtevata vlaganje v specializiran kader, ki bo lahko podjetjem omogočil ustrezno zaščito in bojo lahko zmanjšali ta tveganja. Tudi ponudniki storitev so tukaj pomembni, jaz bi pa tudi omenil, da vodstva oziroma uprave podjetij so pa tudi tisti, ki dostikrat smatrajo kibernetsko varnost kot preprosto samo strošek, ki ga je treba vedno nižati za to, da se večajo dobički. To je kratkoročno, mogoče profitabilno, dolgoročno
se pa ta računica ne izide in je bolj pametno vlagati v preventivo, kot potem v bistvu plačevati posledice nekega varnostnega incidenta.